V Kamniku je prioriteta izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta. O tem smo že govorili, tukaj so stvari tako daleč pripeljane, da lahko jaz računam, da v juniju zasadimo prve lopate, da v spomladanskem času izpeljemo razpis, podpišemo pogodbo z izvajalcem in poskrbimo, da se 2021 lahko učenke in učenci preselijo v novo, moderno osnovno šolo. Hkrati bomo zraven poskrbeli za športno-rekreacijske površine, zgradili bomo igrišče za mali nogomet, košarko, odbojko, poskrbeli za primerne parkirne površine, nato pa se lotili še izgradnje nove športne dvorane, ki bo sprejela 2000 gledalcev in bo zadoščala za igre Evropske lige v odbojki. Predvsem v blokovskih naseljih na Fužinah, na Klavčičevi, ob Ljubljanski cesti postaja vedno večji problem mirujoči promet. Stanovanja imajo po več avtomobilov, takrat zunanje površine niso bile namenjene tolikim vozilom, zato bo treba iskati nove rešitve. Rešitev je v izgradnji parkirne hiše, morda kakšne podzemne hiše pod otroškimi igrišči, nekaj pa se bo rešilo že načrtovano gradnjo P+R parkirišča na Fužinah. V vasi Podgorje je bila v zadnjem mandatu sanirana cesta Podgorje-Križ oziroma Kamnik-Križ. Vsi pa nestrpno čakamo, da lahko pričnemo tudi z obnovo ceste skozi vas Podgorje, kjer intenzivno sodelujemo z domačini, z lastniki zemljišč, ki morajo dati soglasje oziroma podpisati predpogodbe, zato da sploh lahko pričnemo s projekti nove oziroma rekonstrukcije obstoječe ceste, ki je v izredno slabem stanju. Območje Kik je ena velika odprta rana, ki je vedno večja v zadnjih letih. Območje je postalo precej divje, tam se na veliko ruši, obnavlja, ne sme pa se graditi. Vsi lastniki so brez primerne komunalne infrastrukture. Ko bodo sprejeti podrobni prostorski načrti, se bodo te stvari lahko uredile, območje Kika pa bo dobilo svojo pravo podobo. S potrebnim potniškim terminalom povsem na jugu, s prostori, ki bodo namenjeni kulturi in pa mladim, z delom, ki bo namenjen obrtni dejavnosti, in pa v severnem delu, ki bo namenjen zelenemu turizmu, zelenim površinam, parkovnim površinam, gorski reševalni službi in pa centru regijskega parka. Na Starem gradu nam je uspelo obnoviti stavbe do te mere, da gostinstvo lahko na polno dela. V prihodnjem letu bo potrebno poskrbeti še za opremo kuhinje, nato pa se bo potrebno lotiti tudi zunanjih površin in pa obnove obzidja Starega gradu. V sodelovanju z lastnikom površin na Starem gradu, z gospodom Knezom, pa verjamem, da lahko naredimo neke sinergijske zgodbe, ki bodo na Stari grad oziroma na Bergantovo goro pripeljale številne tuje turiste in potem bo lahko tudi Stari grad zaživel v vsej svoji lepoti in pa z vso svojo ponudbo. Staro mestno jedro Kamnika se je obnavljalo sedaj v 2 fazah. Do konca novembra bo končana obnova glavnega trga, nato pa bo z obnovo potrebno nadaljevati proti Samčevemu prehodu in pa kasneje v prihodnjih letih tudi naprej po Šutni, kjer menim, da je potrebno zamenjati vozno površino in pa urediti razmajane pohodne plošče po pločnikih.